Torej, moje ime je Lina Delić. Tako kot je bilo omenjeno, cirka 10 let sem v tej stroki, skozi študij, skozi delo, različna dela. Kar mi je pa nekako ostalo tekom tega časa, pa je v bistvu celostni pristop. Bodisi ali je to v smislu skozi prehrano, skozi prehranska dopolnila, ali je to v bistvu kot tretmaji kože, kot nega kože, domača nega, ali pa tudi, kar je zelo pomembno, mentalno zdravje. Zato posledično nekako bolj enačim lepoto in pa lepoto z dobrim počutjem v svoji koži, namesto z nekim, ne vem, zlatim rezom ali pa neko simetrijo obraza. Pogosto razmišljamo o negi koži le kot o tem, kar v bistvu nanesemo na njo, a v resnici je zdravje kože odraz tega, kako jo negujemo, tako od zunaj kot v bistvu od znotraj. Danes bomo v bistvu raziskali, kako lahko s pravilno prehrano in ekološko nego podpremo zdravje naše kože, da v bistvu ohranimo to svežino in pa poudarek na mladostnem videzu. Govorili bomo o nekih ključnih hranilih, ki jih koža potrebuje, pa tudi v bistvu o naravnih izdelkih, ki lahko nam pomagajo na poti do brezčasne lepote. Pa da začnemo kar z v bistvu Organicare Elixir, gel kremo za obraz, že zaradi tega, ker bo nam zdaj prišla prav, oziroma zdaj sem mislila bolj v toplih dneh, kot je spomlad pa poletje, ker na primer mogoče danes ni najboljši dan za to, ampak še čakamo na te dni. Gre torej za intenzivno in koncentrirano gel kremo, torej tako lahke teksture, da se lepo tudi vpija, ki pomaga pri zaviranju znakov staranja. Z močjo v bistvu čistega gela te aloe vere in pa naravne hialuronske kisline, in kar je na primer pomembno, je v bistvu, kako je ta hialuronska kislina formulirana. Torej, v tem primeru imamo nizko in pa visoko molekulsko maso, ker v bistvu, če mi kupujemo izdelke z hialuronsko kislino, to nam ne pove kaj dosti, bolj je pomembno, kako je formulirana. Torej, če so neke večje molekule, bo delovalo kot okluzija oziroma se bo samo usedlo na obraz, sicer prednost tega je, da bo zadrževalo vlago, da bo mehčalo kožo, zmanjšalo tudi transepidermalno izgubo vlage, ampak ne bo pa v bistvu imela še tisti učinek hialurona, da v bistvu polni kožo, da globinsko nahrani, da zapolni gubice, da daje malo tega volumna naši koži oziroma obrazu. Torej, kar so prednosti tele kreme, je to, da se v bistvu zelo lepo vpija, je zelo lahka krema, zato jo lahko uporabimo tudi v primeru bolj mastne kože ali pa na primer aknaste kože. Ne pride do tega v bistvu mašenja por. Torej, globoka hidracija zaradi hialurona in pa anti-age delovanje. Lahka tekstura, ja, zakaj je to pomembno? Lahka tekstura v bistvu je pomembna zdaj za ta čas, ko nas bo v bistvu, ko bo toplo in nas bo vse začelo motiti na obrazu, vseeno pa bomo rabili vlago. UV žarki tudi svoje naredijo, še dodatno izsušujejo. V bistvu mi rabimo neko vlago, nas pa moti vse, kar je preveč na naši koži, In seveda moramo se spomniti, da uporabljamo tudi zaščitni faktor na dnevni bazi. Tako da, če bi rabili neko določeno še hidracijo in pa anti-age učinek, bi potem lahko eliksir nanesli pred SPF-om oziroma zaščitnim faktorjem. Zdaj, če gremo sem na hitro skozi aktivne sestavine v temle produktu, kot prva je aloe vera. Ta v bistvu je humektant oziroma vlaži kožo. Poleg tega so noter tudi polisaharidi, ki v bistvu v stiku z vodo nabreknejo, zato tudi dajejo tale
tole gelasto strukturo izdelku. Poleg vode in pa polisaharidov, pa imamo tudi vsebnost selena, cinka, magnezija in pa vitamine, kot so A, E in C. Za nekaj, kar smo že večkrat danes slišali, je vitamin C in pa E, torej za antioksidativno delovanje, kar je super, uničuje te naše proste radikale v koži, ki nastajajo ali zaradi stresa, ali zaradi okolja, zaradi kajenja, zaradi UV žarkov, kar jaz v tem, kar delam na dnevni bazi, ponavljam, pač če kaj naredimo, najbolj pomembno je zaščitni faktor. In največji v bistvu sovražnik so ti UV žarki, do neke mere. Torej, poleg tega aloe vera smo rekli vlaži, pomirja, zato tudi govorimo, da je super za kožo z aknami, naprimer, ko so neka vnetja, da se potem na to nanaša, da se lažje tudi spodbuja celjenje ran in pa obnavljanje kože. Obnavljanje kože je pomembno pri anti-ageu, torej to mi hočemo doseči, to, kar nam je bilo z leti vzeto, hočemo v bistvu doseči, da se nam lahko koža ponovno obnavlja. Že prej omenjen antioksidativni učinek in pa antibakterijsko in protiglivično delovanje. Zdaj, kaj nam bo tudi prav prišlo, oziroma zakaj nam bo prav prišel tale eliksir tekom toplih mesecev, je tudi, oziroma zakaj se priporoča, da se vzame tudi na morje s sabo, je poleg tega, da ga nanašamo na obraz, ga lahko tudi na kakšne komarje pike, čebelje pike, da se umiri vnetje, da se regenerira koža, da nas hitreje neha srbeti, da nam je lažje iti preko tega. Naslednja pomembna aktivna sestavina je hialuronska kislina in, kot sem že prej omenila, z visoko in nizko molekulsko maso. Torej, hialuron v bistvu veže na sebe velike količine vode. Mi ga že tako ali tako imamo v koži, poleg kolagena, elastina imamo tudi hialuron, je v bistvu naraven del nas, ampak z leti potem začne upadati. In zato je fajn, da ga ali dodajamo, oziroma fajn je, da ga dodajamo. Tako. Da v bistvu potem dosežemo ta volumen v koži, da je koža hidrirana, da tudi v bistvu zapolnimo tele gubice na njej. Tole, in tako kot sem prej rekla, v bistvu, če je z nizko molekulsko maso, bo prodiral dlje v kožo, bo lahko na polno kožo, bo lahko nam dal še ta anti-age efekt, poleg večjih molekulskih mas, ki pa bo potem deloval kot okluzija, da ne izgubljamo tele vode. Potem pa imamo v bistvu še Organicare anti-age kremo. Tale pa je po teksturi malo težja krema, torej za nekoga, ki rabi več vlage, ki rabi poleg vlage tudi lipide. Da lipidi delujejo kot emolienti, torej mehčajo kožo, v bistvu je tekstura kože posledično boljša, boljši občutek tudi na koži in pa zadržujejo vlago. Torej vse, kar mi damo, naprimer, kar je tudi zelo fajn pri uporabi eliksirja, naprimer, da ga damo na vlažno kožo. Da je koža rahlo vlažna, ga mi nanesemo gor, s tem bo še dodatno se v bistvu napolnile tele molekule in pa aktivne sestavine. Pri anti-age kremici pa v bistvu še imamo potem lipide. Torej, lipidi, kot sem rekla, bojo mehčali kožo in pa zaprli tole vlago. Zdaj, lahko se uporablja tale krema kot posamezni produkt, oziroma da se uporabi po čiščenju, se nanese krema. Lahko pa se v bistvu uporablja v kombinaciji z eliksirom. Torej, pri ljudeh, ki rabijo malo več vlage, pa malo več elastičnosti, pa prožnosti kože, se potem v bistvu v tem primeru eliksir krema postane serum. Tako da se nanese prvo
serum oziroma eliksir in kasneje anti-age krema. Glavne sestavine oziroma aktivne sestavine so poleg aloe vere in hialurona, ki smo že prej omenili, torej še dodan vitamin E, ki je v bistvu zelo dober antioksidant, karitejevo maslo, jojobino olje, olivno olje in pa olje grozdnih pešk. Zdaj, v bistvu karitejevo maslo, to dostikrat zasledimo v kozmetiki, torej mehča kožo, je okluzivec in pa pozitivno vpliva na zaščito kože in pa v bistvu ta občutek lagodja na koži. Olivno olje pa je polno zdravih maščob in pa tudi v bistvu vitaminov. Zdaj pa, če gremo malo iz kozmetike še k temle prehranskim dopolnilom, ki na primer v tem primeru tegale lahko uporabljamo na dva načina. Lahko ga uporabljamo kot prehransko dopolnilo, torej da ga zaužijemo, lahko ga pa tudi v negi kože, torej da ga damo na kožo. V bistvu olje dvoletnega svetlina je kar cenjeno v kozmetiki, tudi malo dražja kozmetika ga v bistvu uporablja. Gre pa za pomirjajoče, vlažilne in pa regenerativne lastnosti. Torej lahko se uporabi kot prehransko dopolnilo, da se ga torej zaužije. Lahko pa se ga uporabi tudi kot čisto olje, ki ga v bistvu ali zmešamo v zaključno kremo ali pa zdaj to, kar nekako prihaja na kozmetični trg, so tile zaključni serumi. Kar je point zaključnih serumov je v bistvu, da se ne daje pred kremo, ampak se v bistvu da nad kremo. In v njih polni so antioksidantov in polni so v bistvu vsega, kar nas potem ščiti pred okoljem. Tako da kot neka dodatna zaščita. In v bistvu to je eden izmed primerov, bi lahko bil kot tega zaključnega seruma, da se v bistvu nanese na kožo na koncu. Primeren je tako za suho, občutljivo kožo, tudi razdraženo, ker v bistvu pomirja vnetja, tako da se lahko tudi kot prehransko dopolnilo ali pa da se nanese, uporablja na koži z ekcemom, z dermatitisom, v bistvu kakršnakoli vnetja, dokler ne govorimo o vnetjih zaradi aken. To vseeno ne bi priporočala, da se v tem primeru potem daje olje na obraz. V tem primeru se ga zaužije. Za kakšno zrelo kožo ali pa kožo, kot je moja, zelo suha, je pa v bistvu super opcija, da se daje še potem nad kremo ali pa da se na primer naredi kot nočna maska in se čez noč pusti malo večja količina olja na obrazu. Naslednji je vitamin E, torej vitamin večne mladosti. Močen antioksidant, kot smo že prej slišali, super povezave z vitaminom C. Izboljšuje prav tako hidracijo in tukaj je sicer, to sem zasledila, kot nekako naravna zaščita pred soncem. Ni ravno zaščita pred soncem, ampak je super opcija, da ga zaužijemo v poletnih dneh, ker bo zmanjšal ta negativni vpliv sonca na kožo. Oziroma tudi v stresnih obdobjih, kakorkoli ga pač zaužijemo, da si podkrepimo telo. Tako da ni kot smislu zaščita, da zdaj mi ne rabimo zaščitnega faktorja uporabljati, nič ne bo naredilo na koži, da bi lahko odbijalo te žarke, ampak bo v bistvu koži pomagalo ostati zdravo. Nasvet pri jemanju vitamina E je v bistvu, da ga zaužijemo skupaj z obrokom, kjer so prisotne neke zdrave maščobe, ker se bo tudi potem lažje absorbiral in pa tudi njegovo delovanje bo toliko boljše. Potem pa imamo že v bistvu kombinacijo nekih aktivnih učinkovin, na primer beauty formula.
Tukaj pa v bistvu gre za kombinacijo vitaminov, mineralov in pa aminokislin, ki jih pač telo potrebuje za vzdrževanje zdrave kože, zdravih las in pa zdravih nohtov. Zdaj, najbolj pomembne zadeve so, na primer, noter je cink, ki pač vpliva na zdravje naših kosti, nohtov in pa kože, tudi močno protivnetno delovanje, zato tudi, če ste zdaj slišali, ko je ta trend Cicaplast kreme, mogoče ta je polna cinka, zelo lepo potem obnavlja se koža, tudi antibakterijsko delovanje, zato ga tudi mi uporabljamo, na primer po kakšnih mikronidlingih. Potem vitamin C, predvsem zaradi tega, ker dopolnjuje delovanje kolagena, ki je prav tako noter, v tem primeru hidroliziran kolagen. Tako kot je bilo rečeno, v bistvu dopolnjuje, da se lahko potem tale vlakna sploh pravilno ustvarjajo. Baker v bistvu deluje v koži na ta način, da nam uravnava pigmentacijo oziroma poskrbi in regulira nastajanje melanina, kar je tudi eden izmed problemov, s katerim se pač jaz srečujem na delovnem mestu, so v bistvu te hiperpigmentacije, kar je pa ena izmed najtežje rešljivih zadev. Pač tudi zahteva najbolj neke agresivne tretmaje, tako da v bistvu z bakrom nekako uravnavamo tole in pa hialuronsko kislino. Potem pa imamo že Glamab, za katerega verjamem, da ste že slišali, torej v bistvu za kolagen v prahu. Prav tako gre za eno najbolj aktivnih oziroma biorazpoložljivih kolagenov, torej za hidroliziran kolagen. Dopolnjuje ga delovanje vitamina E v tej kombinaciji, koencima Q10, ki je prav tako ima antioksidativno delovanje in pa ključno vlogo pri proizvodnji energije v celicah. Torej, s tem mi, ko dovedemo oziroma to proizvodnjo pospešimo energije v celicah, tudi spodbudimo kožo, da se regenerira, kar se mi zdi, da je celotni point mojega dela, je nekako to spodbujanje regeneracije kože, konstantno. Torej, to, kar smo prej že imeli, pa sčasoma začnemo izgubljati, to mi zdaj intenzivno v bistvu probamo pospešiti to regeneracijo. Tako da vse, kar sem danes povedala, ima tudi vpliv v bistvu na regeneracijo kože, torej da se obnavlja, da se obnavljajo vlakna, da se polni sten koža, da se, obnavlja po aknah, kakorkoli. Kolagen kot prehransko dopolnilo, ker če v kozmetiki vemo, da pač prevelika oblika ne bo šla nikamor, ne bomo imeli nič od tega, mogoče samo nek okluzivni efekt. V prehrani pa ima v bistvu učinek na kožo. Torej, pomaga ohranjati čvrstost kože, elastičnost, posledično tudi navlaženost kože, podpira naravno tvorbo, torej kolagena. Ko pa pač v bistvu kolagen začne potem nekje pri 25 letih počasi upadati. Njegova sinteza se tudi zmanjša, tako da je priporočljivo, da se dodaja. Prav tako je pa to podpora tudi drugim, v bistvu vezivnemu tkivu in pa lasem, nohtom, v glavnem velik del nas je sestavljen tudi iz kolagena. Zakaj je tukaj še pomembno oziroma kar bi jaz priporočala, je v bistvu, da se potem tudi poveča doza C-vitamina, ko se odločimo za uporabo kolagena. Ker če tega ne bomo imeli dovolj, če so, kakršnikoli stresni dejavniki ali pa da smo
da se poveča število prostih radikalov na takšen ali drugačen način, potem nam pač po domače povedano potem džabe jemati tale kolagena, ne. Tako da v bistvu da se to kot nekako podpre. In kar je mogoče eno izmed najbolj pogostih vprašanj pri jemanju kolagena, je v bistvu, kdaj pričakovati rezultate, ne. To je zdaj seveda odvisno od kože, od stanja, od življenjskih navad, od starosti. Ampak če nekako zaokrožimo oziroma vzamemo neko povprečje, lahko pričakujemo v roku od 4 do 8 tednov izboljšanje v navlaženosti kože, posledično tudi elastičnosti in občutku na koži. In pa po cirka 3 do 6 mesecih pa so vidne tudi spremembe pri gubicah, pri čvrstosti kože, še toliko bolj pri laseh in pa pri nohtih. To je trenutno to, zdaj upam, da nisem kaj pozabila in da je bilo tudi to predavanje vsaj približno zanimivo, da ste se kaj naučili. Če pa je še karkoli, pa sem vedno v bistvu na razpolago za vprašanja. Hvala.